danes kakšen praznik. Naš otroški šolski pevski zbor je pravkar zapel himno. Daj, no, a ti sploh kaj spremljaš, kaj dogaja? A ne vidiš, da so stroje na igrišču končno utihnili in da je igrišče zgrajeno? In mimogrede, danes je tudi svetovni dan športa, zato imamo celo dvojni praznik. Ja, itak. Zdaj, ko si povedala, mi je vse jasno. Saj res komaj čakam, da lahko začnemo uporabljati to igrišče. Tu doma. Res sem ga pogrešal. Odkar vem zase, se je hodilo sem na koš metat pa rokomet igrat. Včasih rolat, pa kolo se je najbrž tudi marsikdo naučil tu voziti. Verjetno ga nisi samo ti pogrešal. Nik, to igrišče je bilo dolgo del Šmartnega. A veš, da so prvo igrišče naredili oziroma otvorili točno pred 60 leti? Malo sem raziskovala in pogledala v digitalizirano šolsko kroniko Šmarske šole. Takole so napisali. 25. maj 1965. Dan mladosti smo praznovali športnim mitingom, ki je potekal v znamenju otvoritve novega igrišča. Učenci domače šole so se povezali z učenci podružnične šole v raznih športnih igrah in nekaterih atletskih panogah. Kaj si rekla? Miting? Sem mislil, da obstajajo letalski mitingi. Za športni miting pa res še nisem slišal. Pa še tole sem našla. Jeseni istega leta, torej 1965, je gradbeno podjetje Litija dogradilo športno igrišče, cestno podjetje iz Celja pa je asfaltiralo obe igrišči. Urejanje okolice, igrišča in manjša zemeljska dela pa so upravili učenci sami. Iz svojih lastnih sredstev pa je šola nabavila železno ogrodje za košarko, odbojko, drog in kroge. To je pomembno za pouk telesne vzgoje in sam razvoj telesne kulture v kraju. Saj ne morem verjeti. Babi in dedi sta hodila v to šolo. A je možno, da sta pomagala graditi to igrišče? Najbolje, da jo vprašaš, kako je bilo s tem. Ne pozabi, to so bili drugačni časi. Naj pa nam pove več o šoli in o tem, kako pomembno je bilo in bo še novo igrišče za šolo in njen program, kar ravnatelj sam. Gospod Tomaž Rozina, ravnatelj osnovne šole Šmartno pri Litiji, prosim namenite nam nekaj besed ob tej priložnosti. Spoštovani gospod minister za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaž Han, spoštovani gospod minister za javno upravo, magister Franc Props, spoštovani gospod župan Blaž Izlakar, dragi otroci, spoštovani prisotni. V imenu Zavoda osnovne šole Šmartno in v svojem imenu vas lepo pozdravljam, ter se vam iskreno zahvaljujem, da ste se nam danes pridružili ob tej lepi priložnosti otvoritvi prenovljenega igrišča, ki bo, verjamem, še dolga leta služilo naši skupnosti. Z veseljem ugotavljamo, da je prenova uspešno zaključena. A najlepše igrišče ne pomeni veliko, če na njem ne odmeva otroški smeh in če se na njem ne zbirajo ljudje, ki jih povezuje želja po igri, gibanju in druženju. Prav to si želimo. Da bo igrišče živo, polno dogajanja, veselja in pozitivne energije. Naj bo to prostor, kjer se otroci učijo sodelovanja, poštene igre in spoštovanja drug drugega. Prostor, kjer se bo srečevale generacije in kjer bomo skupaj skrbeli za red, varnost in čistočo, da bo igrišče prijetno za vse. Ob tej priložnosti naj podelim še misel, ki nas lahko spremlja tudi v prihodnje. Znani irski pisatelj in dramatik George Bernard Shaw je zapisal: Ne nehamo se igrati, ker se postaramo. Postaramo se, ker se nehamo igrati. Zato naj bo to igrišče prostor, kjer se bodo igrali mladi in mladi po srcu, v vseh letnih časih in v vseh priložnostih. Tako bo prenova dobila svoj pravi pomen in dosegla svoj najlepši namen. Posebna zahvala gre občini Šmartno pri Litiji in gospodu županu Blažu Izlakarju za realizacijo tega projekta.
Iskrena hvala tudi vsem ostalim, ki ste prispevali s svojim delom, podporo ali spodbudami. Naj igrišče dolgo in dobro služi vsem nam, otrokom, staršem in širši skupnosti. Hvala lepa. Mislim, da bomo zdaj kar nekaj ur športa z veseljem preživeli zunaj na novem igrišču. Škoda, da bodo kmalu počitnice. Pa saj igrišče ni samo za šolo. Gradili so ga za vse nas, ki smo tu doma. Za igro, za treninge, za druženje ljudi, ki imajo radi gibanje, sploh pa tudi za tiste ta prave tekme. Veš, tudi v preteklosti se je igrišče dograjevalo, posodabljalo, dali so mu razsvetljavo, tribune, tudi ogradili so ga. A vse to si našla v kroniki? Ja, pač rada brskam in kaj zamenljivega preberem. Res mi je všeč, ker so vse zelo natančno napisali in to z roko. Jaz sem bolj človek akcije. Raje gibam, treniram in ful mi je všeč, da lahko to počnem doma. Nik, ti si čist noter padel. Samo da veš, danes ni naloga preveč brati oziroma govoriti, ampak tale praznik športa, ki se že ves dan dogaja in se bo še naprej, predstaviti vsem tu zbranim. Ja, sem opazil, da nas je kar veliko, pa ne samo takih, ki smo tu doma, ampak imamo tudi goste in to pomembne. To pa zato, ker je treba pri tako velikih in pomembnih projektih, kot je bila ta prenova igrišča, sodelovati, da pridemo skupaj uspešno do cilja. Do zmage se reče do stopničk, do kolajne, do točk, do naslova, do... Ok, razumem. In do zmage pridemo s povezovanjem. To dobro ve gospod, ki ne bo naslednji spregovoril. Z veseljem med nami pozdravljam gospoda Matjaža Hana, ministra za gospodarstvo, turizem in šport. Gospod minister, prosim, namenite nam nekaj misli. Evo in lep dober dan vsem skupaj. Lep pozdrav kolegu Francu, seveda gospodu županu, Blažu in pa vsem vam, spoštovani imenitni gostje v prvi vrsti in tu na tribinah. Danes se srečujemo tu na tem prelepem koščku Slovenije, pa še v lepšem urejenem športnem igrišču ob osnovni šoli v Šmartnem. Za mene še ena delovna sobota, ampak take delovne sobote so za ministre prav fajn, ker te saj kdaj pa kdaj kjer zaploska, tako da sem kar zadovoljen. Tako da, hvala. To aplavzajte za Franca. In za mene je to zelo dobro, ker preživimo vsi skupaj v družbi otrok, v družbi mladine, v družbi prijateljev gibanja in tudi seveda športa. Moram reči, da sem kot minister zadovoljen, ko spremljam na nek način rezultate našega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo po celi Sloveniji. In moram reči, da sem navdušen, kaj je postalo in kaj je Slovenija in župani, kaj so naredili. Ker vem, kako lahko takšna športna infrastruktura pozitivno vpliva na prebivalce slovenskih občin. In še nekaj bi rad poudaril. Šport je edina stvar, ki, hvala Bogu, Slovence ne deli. Ne deli jih na leve, na desne, ampak jih združujejo te naša zastava slovenska in takrat navijamo vsi skupaj za našo Slovenijo, za našo domovino in mislim, da je to edino prav. Ob tem seveda iskrene čestitke županu in ekipi, v bistvu za res en izredno lep projekt, ki verjamem, da bo tudi pisal zgodovino občine Šmartno. Naše ministrstvo je sicer relativno malo vložilo v ta objekt, cirka 250 000 evrov, to je samo tretjina, vse ostalo je dala občina in mislim, da je občina naredila res pravo zgodbo, kar
Verjamem, da občina prepoznava pomen športa in je pripravljena vlagati v to infrastrukturo. Tako da jaz bi na nek način končal v smislu, da naj ta objekt bo namenjen seveda mladini, naj bo namenjen tudi vsem občankam in občanom Šmartnega, naj bo namenjen tudi za šport invalidov, kar je zelo, zelo pomembno, in pa seveda za rekreacijo in za šport starejših. In to so v bistvu tudi naše želje, da vse, kar investiramo, da se na takih športnih objektih ljudje preprosto družijo in gibajo. Kakovostna športna infrastruktura, gospe in gospodje, za športno vzgojo otrok je osnova, da na nek način bomo imeli v tej državi tudi na nek način zdravo populacijo. In na našem ministrstvu se seveda tega zavedamo. Še enkrat iskrene čestitke, spoštovani župan, ekipi, hvala pa tudi Francu, ki kadarkoli smo se na nek način borili na vladi za vse ta sredstva, je zmeram stal ob strani. Tako da hvala lepa, srečno Šmartno in srečno Slovenija. Najlepše pesmi so o domu. Še sreča, srečna je doma. Kaj pa govoriš? A je to kot neka pesem? Ne ravno pesem, ampak res sem vesel. Ne, dejansko sem srečen, ker imamo doma v Šmartnem tako super igrišče. Sprejemalo bo igralce in navijače, toliko športnih aktivnosti, rokomet, mali nogomet, košarka, odbojka, tek in druge atletske discipline, namizni tenis, rolanje, kotalkanje. Tvoja sreča je nalezljiva. Na novem igrišču se bomo družili, tekmovali, skrbeli za zdravo življenje, mogoče se bomo tudi zaljubili. In morda bomo naredili kakšen wow rezultat za nov rekord. Res, tega nikoli ne veš. Dajva povabiti k nastopu skupino ritmične gimnastike z naše šole, da nam pokažejo svoje rezultate. Točka ima naslov Triglav moj dom. Njihova mentorica je učiteljica Sandra Kapus.
Liza, si videla ta nastop? Punce so potencial, res sem ponosen na nje. Športni dosežki vzbujajo ponos v ljudeh, čeprav se mnogi ne zavedajo, da je poleg talenta potrebno dolgoletna vztrajnost in predvsem trdo delo. Ja, nekateri lahko treniramo, delamo, garamo, pa nikoli ne pridemo do vrhunskih rezultatov. To ni ravno fair. Seveda ne moremo vsi doseči vrhunskih rezultatov. Važno pa je, da v športu vidimo prave vrednote, da se naučimo upoštevanja pravil, vztrajnosti, fair playa in sodelovanja, predvsem pa zdravega načina življenja. A si to spet nekje prebrala? Itak, samo zdi se mi, da je res. Ja, v bistvu se tako zdi tudi meni. Veš kaj, povabi ga v besedi še enega cenjenega gosta, ki pravzaprav ni gost, saj je nekdanji učenec naše šole. In gotovo je tudi on tekal po nekdanjem igrišču. To je gospod Franc Props, minister za javno upravo. Gospod minister, prosim, nagovorite nas ob našem športnem prazniku. Spoštovani župan, kolega Matjaž, učenke, učenci, starši, učiteljice in učitelji, spoštovane občanke in občani. Danes je poseben dan. Danes ne odpiramo le novih športnih površin, dobili smo površine, ki omogočajo skupnosti skozi šport sodelovanje in povezovanje. Pred 50 leti in več, kot sta že omenila cenjena napovedovalca, sem tukaj preživljal ure telovadbe, vmes se je telovadba spremenila v športno vzgojo. Delil smeh s sošolci in pa kasneje, ko sem končal osnovno šolo, tudi z prijatelji brcal žogo. Spomini so še živi, spominjam se padcev, prask, smeha, športnih copat, ki so dobili luknje zaradi asfalta. Smo imeli tudi drugače v našem domačem okolju prostor za igro žogo, vendar je bila tam izkušnja bistveno drugačna, kot je pa bila tukaj v Šmartnem. Namreč, ko je v naših krajih žoga pobegnila, se je kotalila kar daleč stran v dolino ali v kakšen graben, tako da smo rabili kar nekaj časa, da smo jo prinesli nazaj, tako da se je včasih zdelo, da smo v bistvu več časa iskali žogo, kot pa se igrali z njo. Tudi tu na šmarskem igrišču v mojem času ni bilo čisto brez tovrstnih zagad. Včasih je žoga letela preko strehe strelskega doma ali pa tam čez, kjer so bile svoj čas delavnice podjetja Kovina. Danes sem ponosen na to, kar smo kot občina skupaj ustvarili. Ta prostor ni le igrišče. V primerjavi s tistim časom je danes pred nami sodoben prostor, kjer bodo otroci in tudi odrasli preizkušali in razvijali svoje talente. To je prostor, kjer se bodo otroci učili vztrajnosti, discipline in prijateljstva. To so vrednote, ki pomagajo ustvariti močne, pozitivne temelje, ne samo v športu, ampak tudi sicer v življenju. Igrišče in igra nam že v otroštvu dajeta dragocene življenjske izkušnje. Učenje iz napak, da ne moreš samo zmagovati, velikokrat ali pa zagotovo pride tudi poraz. In učijo nas tudi, kako se vživeti v čustva drugih, ko se kot prijatelj s sošolcem veseliš, ko je zmagal, ali pa z njim sočustvuješ, ko je žalosten zaradi poraza. Ta investicija ni zgolj investicija, ali pa te površine niso zgolj investicija v asfalt in beton. To ni le športna infrastruktura. To je prostor, kjer bomo preživeli prosti čas, krepili zdrav življenjski slog, se povezovali in utrjevali prijateljstva. To je prostor, kjer bomo lahko ustvarjali, se učili, gradili močne in trajne vezi, športali, rasli kot posamezniki in skupnost. In naj zaključim željo. Naj se tukaj krepi telo in raste zdrav duh.
Nekaj sem še hotel povedati Izi. Ja, kje pa je? A je šla pet k zboru? A ja, da ne pozabim povedati. Danes nam prepeva otroški pevski zbor Osnovna šola Šmartno, ki ga vodi učiteljica Tadeja Kreča. Na klavirju pa jih spremlja Rahela Sinigoj Fojkar. Slišali smo pesem Biseri. Jaz sem pa ta čas malo raziskovala. Če odtipkam dom, mi je najbolj všeč tale stavek. Dom je tam, kjer smo lahko to, kar smo, in se nam ni treba pretvarjati, da smo drugačni. Seveda, dom ni samo hiša, kjer prebivamo svojo družino. Dom je tudi kraj, okolica, kjer preživljam svoj čas. In če se mi toži po domu, to lahko pomeni tudi, da se mi toži po prijateljih z igrišča, športnih prijateljih. To pomeni, da bo novo igrišče tvoj drugi dom? To si pa dobro rekla, Iza. Ja, moj drugi dom prav gotovo bo in upam, da še mnogim drugim. Da bo zabavno in zanimivo. A si videla, kaj vse bomo lahko počeli na igrišču? Kaj pa misli o tem naš župan, gospod Blaž Izlakar? Tudi on je kar nekaj časa preživel na prejšnjem igrišču. Zato ve, da je pomembno, da ima občina igrišče, kjer se zbirajo prijatelji športa. Gospod Blaž Izlakar, župan občine Šmartno pri Litiji, verjetno bi nam tudi vi želeli kaj povedati. Spoštovana ministra, župan, podžupanja, gospod podžupan, gospod župnik, naš častni občan, dr. Johant. Svetnike in svetnice naše občine in seveda tudi sosednje, vsi ostali cenjeni gostje, obiskovalke in obiskovalci in seveda vsi naši tamavčki. Dobrodošli na igrišču Šmartno. Najprej naj povem, da bi lahko prehojeno pot in o njej razpravljal verjetno več ur. Bom skrajšal in dejal, da sem vesel, res vesel, da smo danes tu. Od rekordno nizkih temperatur v mesecu maju, zeblo nas je namreč vse do včeraj, vse do trenutka, ko se bom tu pred vami v obleki stopil, sem vseeno vesel, da smo zmogli in otvoritev pripeljali po predvideni poti. Projekt igrišča je pričel nastajati v koncu prejšnjega mandata in če vam iskreno priznam, bi glede na začrtano smer, ki smo si jo v tem mandatu zastavili, romal v predal. Glavni razlog tiči na drugi strani naše šole, kjer smo pričeli z največjim investicijskim projektom v zgodovini občine, vrtcem Ciciban. Toda naj to danes ne ukrade pozornosti tej otvoritvi. Glavni razlog, da je projekt realiziran, je odločitev naše vlade in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport na čelu z ministrom Hanom, ki so v letu 2024 v primerjavi s preteklostjo namenili izjemno visoke spodbude za investicije v športno infrastrukturo. Odločitev za nas vsekakor ni bila lahka, za projekt bomo namreč odšteli dobrih 800 000 evrov, kar je več kot polovico sredstev, ki jih v investicije v celotni občini lahko namenimo v enem letu. Vlada nam je pomagala z 250 000 evri, kar vsekakor ni zanemarljivo in na tem mestu se vam v imenu občine za prejeta sredstva iskreno zahvaljujem, pa naj obenem še izkoristim željo ministra, da samo ob sobotah ploskamo, dajte prosim en resnično velik aplavz. Letošnje leto smo se na občini odločili, da bo tema praznika in celotnega dogajanja dom. Beseda je lahko sicer precej obrabljena, meni osebno pa po drugi strani pove prav vse. Dom ni nujno samo stanovanje ali hiša, kot smo slišali, dom je tam, kjer odraščamo, kjer si nabiramo življenjske izkušnje in kjer se gradi naša osebnost. Naše igrišče v Šmartnem je bilo vedno dom. Dom tako za otroke, kot tudi odrasle. Kot zanimivost moramo omeniti, da smo šele dobrih 14 dni nazaj odkrili, kot ste najbrž že slišali od našega voditeljskega para, da je v soboto 24. maja minilo natanko 60 let od otvoritve prejšnjega igrišča. Očitno pogum včasih vendarle spremlja tudi kanček sreče.
Po branju takratne kronike mi je najbolj padlo do oči to, da so takrat učenke in učenci celo pomagali pri gradbenih delih. Z vso domišljijo, ki jo premorem, si ne znam predstavljati, da bi se to zgodilo danes, pa je od tega minilo le 60 let. Krivda za trenutno stanje najbrž ni enoznačna, toda odločiti se bo potrebno, ali trend obrnemo, drugače bo infrastruktura le posledica vedno večjih želja javnosti, ne pa realnih potreb, v tem primeru po gibanju, rekreaciji ali tekmovanjih. V letošnjem letu smo zato na osnovni šoli Šmartno izvedli participativni proračun, toda malenkost drugače. Učence naše šole smo povprašali, kakšne športe imajo radi in katere rekvizite bi želeli uporabljati v času šolanja na naši osnovni šoli. Dobili smo zanimive odgovore, ki jih bomo s pomočjo naših učiteljev in učiteljic danes tudi preizkusili. Niti malo ne dvomim, da se bodo otroci z možnostjo odločanja bolj povezali in tudi bolj skrbeli za njihovo igrišče. Ravno zato je to projekt celotne občine in vseh 600 otrok, ki se tukaj izobražujejo. Velika odgovornost sloni tudi na njihovih učiteljih, zato se vam vsem, ki danes tukaj pomagate, iskreno, res iskreno zahvaljujem. Ste del občine Šmartno. Dom pa seveda ni dom brez dobrih sosedov. Na obeh gradbiščih imamo samo enega, to je naša župnija. Še enkrat se gospodu župniku zahvaljujem za korektno sodelovanje, tako pri odkupu zemljišč, kot tudi pri vseh dovoljenjih za potrebe gradnje. Moram pa tudi iskreno priznati, tukaj ga imamo, da sem v tem tednu večkrat pogledal proti nebu. Verjetno nisem bil edini, imam pa malenkost slabo vest, ker nisem dal za mašo. Zato je prav, da našega župnika povabim, da blagoslovi to igrišče, da bo zdržalo vsaj 60 let, če ne več. Gospod župnik, izvolite. Spoštovana gospoda ministra, spoštovani gospod župan, gospod ravnatelj, vsi ostali visoki gostje, predvsem pa učenci in učenke. Sam sem eden izmed tistih, ki sem med urami pouka komaj čakal, da bomo šli ven na igrišče. Ter verjamem, da vas je tudi tukaj le kar nekaj, ki ste podobno tudi med kakšnim pripisovanjem stabli ali testi mislili na žogo. Čestitke ob tej novi pridobitvi. Sem zelo vesel, da je sodobno igrišče, ki bo tako otrokom kot odraslim nudilo odlično okolje za rekreacijo in za preživljanje prostega časa. Kot je že napovedal gospod župan, z veseljem bomo blagoslovili to igrišče, da prosimo, da bi se tukajle čim bolj počutili, da bi pazili na varnost, da bi bili obvarovani poškodb, ter da bi krepili tako telo kot tudi duha. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa prisluhnimo berilu iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, mar ne veste, da tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, pa da le eden dobi nagrado. Tako tecite, da jo boste dosegli. Vsak tekmovalec pa se odpove vsemu, oni, da prejme venec, ki ovene, mi pa nevenljivega. To je Božja beseda. Bogu hvala. Zelo zanimivo, da tudi Svetopismo govori o športu. Tukaj je apostol Pavel, ki si sposodi podobo tekanja po igrišču. Naše življenje je na nek način kot neka tekma, ko se trudimo za čim boljši rezultat, ter je tudi zelo pomembno, da doživljamo vse ljudi kot sotekmovalce, kot svoje brate in sestre, da se vsi skupaj trudimo za skupno dobro. Prosimo za blagoslov tako tega igrišča, kot tudi vseh tistih, ki ga bodo uporabljali. Molimo, Gospod,
Slavimo te in se ti zahvaljujemo, ker si vse čudovito ustvaril in določil, da se za našim delom vrstijo molitev, počitek, razvedrilo, igre in šport. Prosimo te, blagoslovi to športno igrišče in daj, da bi služil plemenitim namenom zdravega športa in razvedrila. Naj vsi, ki bodo v teh prostorih preživljali svoj prosti čas in sodelovali v različnih športnih prireditvah, skrbijo za zdrav duh v zdravem telesu. Naj tu obnavljajo in si nabirajo novih moči in navdihov, da bodo še z večjo pripravljenostjo opravljali svoje poklicno delo in izpolnjevali tvojo voljo. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Novo športno igrišče, srečno! Je vroče, ampak nisem še končal. Ker na občini, ko plačujem račune, tudi dostikrat pogledam v nebo, bi se na koncu iskreno zahvalil glavnima izvajalcema podjetjama Trgograd in Anmax. Ne glede na mnoge komentarje sem mnenja, da je potrebno podpirati lokalna podjetja, ki zmorejo graditi objekte takšnih velikosti. Brez vzponov in padcev nikoli ne gre, toda kot sem že omenil, sem vesel, da smo danes tu. Vzemimo si čas za veselje in šport, za komentiranje napak, ki jih odkrijete, pa počakajte kakšen dan ali dva, da se vsaj malo naspim. Želim vam lep dan in veliko lastnih ali ekipnih, športnih ali drugačnih uspehov na našem igrišču. Hvala. Verjetno ste opazili, da nosiva šmarski dres. V 60-letni zgodovini igrišča se je nabralo kar nekaj zmag. Upajmo, da bo enako tudi na novem igrišču. Lahko rečemo, da je novo igrišče zmaga za vse nas. Prosim naše cenjene govorce, da se nam pridružijo, otvorijo to igrišče in nam s tem omogočijo pot do novih zmag. Tako, otroci smo danes govorili dovolj. Iza, gremo se igrati. Imaš prav, odrasli pa le govorite naprej in obujajte spomine. Tako je, mi pa bomo medtem ustvarjali nove. Z vami so bila Nik Soklič in Iza Ceglar Markovic. ter skupina ritmična gimnastika in otroški pevski zbor osnovne šole Šmartno pri Litiji, ki nam bo prireditev zaključil s pesmijo Skočil nov dan.